Živjo, jaz sem Maja Bogataj. V ta lokal zahajam tako kot večina mojih vrstnikov. Sam da oni hodijo takrat, ko je največ folka, jaz pa glih obratno, takrat, ko je bolj mir. To je moj skrivni kotiček, kjer pišem, razmišljam v svoj tajni dnevnik. Do zdaj je bil moj dnevnik velika skrivnost. Nihče ni videl za njega. Zdaj sem se pa odločila, da vam povem zgodbo mojega dnevnika. Če vas zanima, kakšna je moja družina, moj nerodni brat Janez, moralni oče Jože, zlata mama Štefka, kako bogati so za razliko od nas naši sosedje Korenovi, kako zmešan in odpičen je naš poštar Rado in kakšna je največja opravljivka frizerka Manica, ki ima svoj frizerski salon v naši skupni bajt, pol vam zagotovo ne bo dolg cajt. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho sto želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho sto želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Servus, nazdar, pridite, Rado je prišel. Pridite podpisati, vsi morate podpisati. Koren, Bogataj, Manca, Anžino. Rado, naš poštar. To je en tak dobrovoljček, ki na vse, ki živimo v tej skupni bajt, vedno spravi dobro voljo. On ima svoje kolo, ki mu vedno, ampak vedno pade po tleh. Zgodi pa 25, pridite. Servus, nazdar. Pridite, čakam vas, pridite hitro. Rado. Servus, nazdar. Kaj bo dobrega? Ja, tle boš podpisal. Pa datum. Mus z besedam, se veš. Čakaj, nič razga nisem pričakoval. Mogoče iz občine. Mogoče iz Davkarija, kaj? Ne, to bo drug teden. Zdaj sam Koren očitno poslal, a veš, tisti za hišni svet, ker drugače tlele na tej oglasni deski vsi preberejo, pa noben ne pride, veš. To je to. Čakaj, kaj podpiši? Jože, ti tu tako? Lepo te prosim, no. Pem ti pločnik, no. Ko pa prosiš delati pej. Ne, a veš, kaj tam pa je od zadnji v uni ulici, tamle je pa en peda, mislim, ta toplo voda, svaj taktar. Ampak jaz ne imam nikoli tako ne nastavljam, veš, ker on bi to vse čist delegacije da zraven. No, daj, podpiši se en hitro. Pa zdaj zadnje cajte tudi ženskam ne dajem več. A ja, zakaj pa ne? Ja, se veš, sestre pa to. Zdaj v teh cajtih ti še kakšna hiter noter pa tisne. Datum tuta, ne? Ja. To pa je moj oče, Jože Bogataj. Kaj ne rečem o njem? Ko kot vsaka hči, tudi jaz o njem mislim vse najboljše.
Je pošten, čelen, rad ima mene, pa mamo, pa brata. Najboljši očka. Dela kot novinar na televiziji, kjer pa je direktor televizije naš sosed Jaka Koren. Ja, Žinova, se bom zdaj lepo šel gor, se vem, da vas koliko imata. Ni problema. O, servus. Servus, Natan, manca! Manica sem, ne pa manca, je kdaj se bo že to enkrat zapomnil, trotal? Soči, vedno pozabim. Manica. Lokalna info točka v naši bajt. Če ti kaj ne vedo povedati na informacijah, pejt vprašat Manico, ker ona vse ve. Nismo 11. no. 23. 23. september, v redu. Ja, kaj pa je to? To je za sestanek hišnega sveta. Sestanek hišnega sveta? O, super! Tole se je pa gospod direktor Koren dobro spomnil. Veš kaj? Jutri se razpravlja o širitvi mojega lokala še na tiste sosednji prostor. Mora biti vsi za, veš? Pa najmanj pol jih mora biti, da bom dobila širitev. Vse bo, nič bat, vsi pridejo. O, seveda, se tako morajo. Anžinko, tamle, pa ta tečenega goloba sem kar mal podplačala, veš, je bela, so tok čvekala proti. Zdaj se pa te narbe za, Madonna, kakšen je ta folk, pa to ni res. Tržku sem pa še 1 liter vina kupila, veš. Zato pa je tudi totalno grogi, ne moreš v njega. Prav, Rado, koš pa fertika, ne? Prid k meni, da te malo zrihtam, poglej, kakšno si, no, laseti so ti, ko že kabite so. Ne, to ne, jaz že pridem k tebi, ampak na en kofeja, veš. Drugače jaz lase moram imeti takole, razumeš, da kadar se jaz vozim na svojem železnem krpanu, razumeš, da pol mi delajo lase fur. To imajo ženske pri meni najdaj. A, sam no, to? skoraj najdaj. Okej, se vidimo, ne? Se vidimo. Ajde. No, tole sva dobro pretrdile takole, a veste, no? Za tist slak, ki ste me pa prej vprašali, veste, ki ga tako reklamirajo, to je pa cela katastrofa. Laseči spopa, gospa. Ljudje pa nasedajo, Ježaš Marija. Kam gre danes ta svet? Greva medij pod havlo. Tamle boste posedeli 15 minut, ne, tukaj. A boste kaj čitali? No, bom dala. Tale časopisek, lep, takole. Glavo not, glavco noter, takole, vse not, no. Servus, nazdar, manca. Manica, kdaj se boš to že enkrat zapomnil? Ja, vedno pozabim. Ja. No, daj mi zdaj tist kofe, ki si prej rekla. Ne vem, če glih zaslužiš. No, daj ti bo. A boš kaj cukra noter, ti kaj sladkan? Pa daj, no, daj, kaj veš, kaj imam tak kisel življenje. Ti, ej, kje pa misliš prebiti, če misliš dobiti tiste prostore, če jih boš dobila? Kje? Tamle, ke gospa zdaj sedi, veš, bom tako bok naredila. Lukno skos, veš, pa bo se tam češlo. A sem že? Ne, gospa, vi pa še kar čičkite 10 minut. Kar sete. Na. Poslušaj, Rado, sploh ni vprašanje, če. To je že vse zmenjeno, Manica se širi. Večji prostori. A pa boš tudi kakšno tako novo frizerko dobila? Mislim, tako mlado. Ježaš Marija Trotelj, pa ti pa sam sta spodnjo glavo misliš, no? Zato boš pa cel življenje sam poštar, pa nič drugega, no? Ja, ne vem. Šef mi skozi drži zaradi teh mojih pramenov, pa da kape ne nosim. Pa zaradi te moje frizulce, a veš, kaj mora tako malo frfatati, a veš. Tako da še poštar nam dolg, ne? Pa sem pa lahko končen po svetu svoji največji ljubezni. Kateri pa? Mlade device servisirati. A sem že? Ne, gospa, vi še 10 minut. Jože, kaj je narobe? Kaj? Nič ni narobe. Malo tuhtam zaradi tistega sestanka danes. Ti, a je tole
Nova kartica bo šla, poreč, vidim. Jože, ne ti meni kartica. Kaj je narobe s sestankom? Sestank je sestank, sto jih je bilo pa še kakšen bo, kaj te ima zažret? Bo, ampak jaz na vod čutim, da bo tale danes nekaj posebenega. Zakaj pa? Zakaj? Najprej ta čudna obvestila po pošti. Pa cel hudič, ki ga zganja frizerka Manica. Koren se mi je zdel čuden v službi. Sem ga hotel nekaj vprašati, pa je sam zamahnil z roko pa šel. Se mi zdi, da ni bil glih prijazen z mano, veš. Jože, prid sem. Sed se. Ti, veš kaj? Kaj pa, če bi šla ti danes na ta sestank? Tako, malo za spremembo, no? Jože, 3 vogale podpiram. Ta 4. ne bo. No ja, lahko grem tudi jaz, no. Koga imate s Korenom? Ma nič nimava, nič tazga nimava, no. Veš kaj, če hoče, grem tudi jaz, no, da ti dokažem, da nimava nič. Ni problema. Koga imate s Korenom? Nič. Sem ti rekel, da ne. Prav? Pa greš pa ti na sestank. Jaz pa v trgovino. A imaš denar? Mam, malo ga še bo. Ti proklet Koren hudičo. Sprti in zaljubljeni. Spoštovani sostanovalci, en lep dober dan vam želim. Kva pa imate? No, jaz moram na faks. Na kakšen faks? Na visoko šolo alkoholizma, da nam je na. Tišina, prosim. Veseli me, da smo se končno zbrali v tako velikem številu na sestanku hišnega sveta. Še posebej sem vesel, ker je to prav gotovo za nekaj časa zadnji sestanek, ki ga vodim kot predsednik, kajti po tem sestanku bom vse posle predal mojemu namestniku, gospodu Bogataju. Zdaj te pa vi šefa, ne? Šef, ja, ampak samo na papirju. Zakaj? Kdorkoli je predsednik, ni predsednik, če to ni Koren. Aha, dajte nam je. Manica, se niste po žup preplavala. Dobro veste, v tej hiši smo televizijci, zdajšnji pa prejšnji. Ja. Koren je direktor televizije že od nekdaj. Domo pa sploh upa kaj reči. Ja, se to imate pa čist prav, veste. Bogataj in Manica bi prosil za pozornost. Danes imamo na dnevnem redu zelo pomembne stvari, ki bi jih rad hitro razložil in zato bodimo, prosim, ekspresni. Ja, moj sem. Se pravi, prvič, frizerski salon Manica se ne bo širil v sosedne prostore. Ja, Koren, koga? Nikar nič me ne glejte, tukaj nisem jaz prav čist nič kriv. Občina ni izdala dovoljenja za dejavnost. Ja, kako? Zato bomo v kratkem dobili tukaj v te prostore nove sostanovalce. Ja, se to ni mogoče. Ja, kako to? Žal, Manica. Se je bilo že vse zmenjeno, ne? Žal, Manica na občini stvar ni dobila zelene luči. Ker smo pa dobili dovoljenje za klasično stanovanje, se nam bo v kratkem pridružila nova sostanovalka, naša bivša sodelavka s televizije z 2 otrokoma. No tako, mislim, da smo to zaključili. Je šlo na zapisnik? V redu. Pridimo k drugi točki dnevnega reda. To je, ne, nič, ampak stvar je zaključena. Druga točka dnevnega reda je, da vas obvestim, da bomo poslej pri Korenovih spet 4. Ja, zapisničar, prosim, da to nesete na zapisnik. Tretjič. Pogovarjali smo se že in ugotovili, da nujno potrebujemo čistilko za naše skupne prostore, ki so naravnost mizerni. Ima kdo kak predlog? Jaz poznam namreč gospo, ki je prijazna, prijetna, poštena. Če nimate nič proti, jo lahko angažiram in čez nekaj dni prične s čiščenjem. V redu? Prosim, zapisničar, da daste na zapisnik, da bom jaz, gospod Koren, pripeljal novo čistilko. Tako? V redu. No, s tem sem jaz zaključil. Hvala lepa. Gospod Koren, samo še to, čakaj, samo še to. Če imaš popoldan kaj časa, se oglasim pri tebi, velja? Ja, prav. Če misliš, da je potrebno. Povedala, no. Ne, Manica, nimam več časa.
Mudi se mi, služba kliče. Lep dan želim naprej. Nasvidenje. Vrat si zataken, ta lep dan, veš, banda prekleta. A ne da, Jože? Jaz bom rač kar tih. Prasec! Bil je čas spopadov in krvavi bit. No, pa je ogenj v streh. Manica je ostala brez prostora, kdo bo nova čistilka, kdo bo novi sostanovalec, nič se ne ve. Jasno pa je, da se vsi sprašujejo, kdo, kaj, zakaj. Kar se pa tiče Korena, pa mislim, da ni treba kakšnih posebnih komentarjev. Verjetno vam je že jasno, da ga skup držita sama dobrota in prijaznost. Rušenje kurilnice. Slušaj, tole je važno, vidiš tole. Ne boš to. Takole, evo, to je to. Tja. Takole, Joža. Mislim, da sva zrihtala. Upam, da bo tudi naprej štimal tako, kot je do zdaj. Blagajno sva pregledala, vse je točno do tolarja. Tja, kaj če? Izvoli. Želim ti uspešno vodenje bajte. Hvala. Hvala za zaupanje. Upam, da ne bo problemov in da bo vse tako štimal, kot je pod tvojim vodstvom, ne? Oprostite, gospod Koren. Ne mi zameriti, ker sem fepčna, ampak me pa res zanima, kdaj se vrača Mojca. No, pustimo te nepomembne stvari. Lahko bi rekli celo osebne. Če pa že smo v teh vodah, bi si tudi jaz dovolil eno pripombo, ki sicer ne sodi za tole mizo. Joža, svetujem ti, da v službi pristrižeš svoj jezik in nehaš brskati tam, kjer te ne srbi. Kaj? Saj jaz nisem nič ne govor. Vtikaš se v stvari, ki te ne smejo zanimati. In če bo še kaj dosti drezal, lahko ostaneš brez prstov, če veš, kva to pomeni. Kaj? Ja, kaj? Ne delaj se neumnega. Umazal si jih že. Če boš pa še kaj dosti okrog kazal. Boš letel na cesto, jasno? Hvala za kavo. Adijo. Ti boš meni govoril, da nimaš težav v službi. Je pogaznega hudiča imata s Korenom. Nič nimama, no. Že pred sestankom sem vedela, da nekaj ne bo v redu. Pa si mi lagal. Kaj je bilo tega treba? Kaj? Saj ti pravim, da ni nič, no. Nič? Nič. Nič. Koren si kar tresel od jeze. Čeprav ti moram povedati, da ga imam na sumu, da pere denar še z nekimi drugimi televizijskimi direktorji. Pa sem mu hotel to dokazati. Trot. Dvakrat trot. Najprej, ker se praskaš tam, te ne srbi, pa ka meni lažeš. Veš, da se nisem mislil, da se bo to tako končalo. Seveda nek si pa naiven. Jože, moja služba na nitki visi. Zdaj se boš pa še ti svojo igral. Prisežem. Otroke imam. Ne bom več, prisežem, ne bom več. Tako, kot sem rekel, dokler bom jaz gazda pri tej hiši, bo tako, kot moja žena prav. A ne? Kaj so mi dve rekle? Trajno ali koga? Skrajšati. A ja, špičke, jo, oprostite, veste. Danes sem čist živci na konc, tok, da veste. Ja, žeš Marija, veste, me eden vepr. Iz tele bajte vepr, ne vem, kako bi mu drugače rekla. Popolnoma v vozu. A se spomnite, gospa, da je bilo zmenjeno, da se bom razširila na tiste prostore tam zraven? Se spomnite, ne? No, vse je bilo lepo že zmenjeno. Jasno kot kristal, veste.
Pa mi pride ta zadnji dan, ta baraba, pa mi reče, da z vsega skup ne bo nič. Ne, da me je špičke postrigel, ne, perutnice me je porezal, roke, noge in vse. In če sem na tleh, to, da veste, popolnoma. Servus, nazdar, manca. To je se vse, pa dober me posluša, nisem manca. Ti, kako pa si ti kaj? Počutim se tako, kot en povožen drek. Ja, zakaj pa? Koren me je čisto džagal. Nič ne bo z mojo širitvijo. Tukaj zraven pride ena babenca z 2 pamžema. To pa je eno sojenje. Ej, kakšna pa bo tale, mislim, ta nova, tako, me zanima za dostavo. Poslušajte, če boš zafrkaval, te bom na balin postrigla, že veš, na balin te bom postrigla. Čakaj, manca, no, pokazaj na mene strižaš to jezo. Jaz nisem nič kriv. Najd kodena, pa njega na balinu striža, ne? Prav imaš, tele imaš, ne da ga bom na balinu strigla, zgad ga bom stresla, ubila ga bom. To smo dobro rekla. Ko si mislila? A ja, na balin. Servus, nazdar. Jaz sem Rado, včasih malo tako. Pomagam. Kaj so se mi da zmenila? Na balin? Pa spoljedat, ne? Pod eno streho. Dobar dan, Manica. Samo prosim, brez vsega nepotrebnega cukra, ker sem se ga od vas že prenažrla. Potem pa danes tole. Kaj boste spila, Manica? Oh, najboljš, da mi kar strup natočite. Ne, Se me boste saj znabili za zmeraj. Ne, nisva se dobro razumela, Manica. Jaz nisem pri tem čisto nič kriv. Jaz sem samo prenesel zaključke, ki so jih sprejeli na občini. Lahko bi pa verjamete, da bi bil zelo srečen človek, če bi vam uspela širitev. O, to vam pa siguren verjamem, ja. Izvolite, Manica. Res sem se trudil. Res sem se trudil, ampak ni šlo. Enostavno ni šlo. No, vse zadnje, zdaj bo prišla nova stranka. In moramo se potruditi, da jo bomo dobro sprejeli. Se veste, da me bo ena sama dobrota. Ker bom gledala, kako se bo vselila v moje prostore. Vam pa tudi verjamem, da ste se trudili in utrudili. Poseben, če je bila kakšna mlada televizijska frajla v igri, a ne? Zdaj pa dovolj, Manica. Jaz hočem biti dober z vami, vi mi pa takole vračate. Oba dobro veva, kako sem vam zrihtal tale frizerski salon potem, ko ste naredili karambol s Helenino frizuro na televiziji. Kdorkoli drugi bi v tem trenutku že zaključil svojo frizersko kariero. Vi ste mi pa lahko samo hvaležni do konca svojih dni. A tako. Če se bova pa medva takole pogovarjala, potem me pa dobro poslušajte. Res je, da sem jaz Heleni lase skurila. Je pa tudi to res, da sem vas in vašo tajnico na miz dobila, ker ste zaključne račune usklajevala. Pa vsi dobro vemo, da niso štimali in da jih nakjer na svet takole ne usklajujejo. In če boste kaj dosti jezikali, bi se mogoče najdu še danes kdo, ki bi ga tale moja zgodbica zelo, zelo zanimala. Jasno? Pa lep dan želim. Veša stara, nehvaležna. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile? Naša hiša se lepo počasi spreminja v tipično domovanje slovenskih družin. Prvi je skregan z drugim, drugi s tretjim, tretji s prvim in tako naprej. Do včeraj vsi prijatelji, danes pa vse postavljajo na glavo. Okej, pa naj se stari kregajo, ampak otroci pa potem ponavadi najbolj trpimo.
dobro. Kva je narobe? Nič ni narobe, Maja. Nič. Ne mi govor, da ni nič, če pa se držita ka neke dve kisle kumarce. Maja, vse vem, da ti puberteta meče, ampak res ni nič narobe. Mami, ne mi govor, ka čutam, a prav? Maja, vse je tako kot zmeraj. Ja, kot zmeraj, oči. Za zadnje cajte smo ratali pravi eksperti za prekrivanje, blefiranje in ne vem kva še vse, a ne? Daj, oči. Maja, dovolj si stara, da ti poveva par stvari, veš? A ne? Tukaj v naši hiši se je marsikaj spremenil, veš? Lahko se zgodi, da bom letel iz službe na cesto. Kako je z mamino službo, dobro veš. In če pride do tega, nam bo vsem trda bredna. Za vse to pa je posredno kriv gospod Koren. Ampak Maja, nisi ki res je. Bova že z očjem uredila tako, da bo prav. Zaenkrat naj pa velja, da bodimo previdni s Korenom, pa njegovimi. Pomoži. Ampak, zakaj, oči? Mislim, zakaj te hoče Koren zabrisati na cesto? Ma naj to ostane med nama, veš. V službi se ne razumeva, ker jaz zagovarjam red in poštenost. On pa, vsega poznaš. In zdaj so se stvari zaostrile do konca. Zato te lepo prosim, da se izogibaš kontaktov in pogovorov s Koreni, da ne bo še slabše. A prav? Živjo. Živjo, Janez. Živijo. Kaj, sem kaj zamudil? Sem malo zamudil, veš, ker sem srečal dol Špelo Korenovo, pa sem jo kar na kavo povabil dol na cesti. Sem rekel, če gre nekaj spit, pa je rekla, da gre, pa smo šla. Kaj narobe, kaj? Nič, kaj će biti? Pri to najno sobo ti bom jaz povedala. No, in to je moj naivni brat Janez. Vedno malo za cajtom. Vedno na nepravem mestu ob nepravem trenutku. Skratka, ni ravno rojen pod srečno zvezdo. Halo! Manica, si fraj? Jo, veš, kaj sem razmišljala? A bi se mi pobarvale. Tako bi sam premene, ne vem, no. Tole od sonca mi je tudi. A veš tem, ki imam neke fleke, tako. Manica? Kaj ti je? Aj muca jezička papala? Ne, ampak meni slon, noge pa roke polomil. Pa trikrat lahko ugibaš kdo. Kdo, no? No, ti bom pa pomagala. Tvoj foter me tako zajebal, ka še nobeden do danes. In če mi zlatom plačate, od Korenov se nobenega tudi pretaknem ne več. Dej, Manica, kaj pa naredil? Morala bi dobiti tamle soseden prostor, pa sem dobila en drek. Ja, no, sem pa se z njim zmen, pa se s fotrom zmen. Kaj imam jaz pri tem? Te sem se že. Sam to ne spremeni dejstva, veš, da se jaz tvojih las sploh ne pretaknem več, da veš. Manica. Pravzaprav pa pej domov, veš. Se me da po pol leta pride tvoja mama Mojca. Pa glej, da už zamudila. Kaj? Ja, no, si že ptički ne več čivkaj, ti pa še ne veš, no. Mami pride, kaj? Ja, pa lepo očita pozdrav, pa reč, da ga manca prisrčen pozdravlja. Banda.
Moram verjeti, da je lahko naredil kaj takega, no. Kdo zdaj? Ali foter ali Koren? Uba! Foter, da prste vtika tam, kam mu ni treba, Koren pa, da je tak prasac, kaj je, no. Pa tako fajn hčerko ima. Pa kva imaš tisto špelco, ha? Kaj, nič. Samo tako, kul se mi zdi, no, v redu. Mislim... A gre tebi tudi že malo na jetra, no, ta fotrova večna borba za pravico pa resnico pa ne vem kaj že vse, no. Ja, kva pa vem, no. Po eni strani mi je to kul, da je tak, po drugi strani pa to glih ni najboljša politika za današnje cajte. Se veš, Don Quixoti niso več v modi. Ja, pa mlini na veter so tudi vedno bolj nevarni. Mislim, veš, na jetra mi gre, da se ta star kregajo, nastradamo pa pol mi ta mladi. Mislim, če smo že sosedje, a se ne moramo zmeniti, pa se normalno pogovarjamo, no. Janez, pa kva imaš tisto špelco, ha? Meni se zdi, da je te pa ona kar malo všeč. Kaj mi je všeč? Nič mi ni všeč, mislim, tako v redu se mi zdi, no, kul. A kul. Ti nisi glih najbolj ravnodušen do nje, ha? Pa kako nisem ravnodušen, mislim... Dej, no, če si pa že tako zaljubljena, si že čist počen. Pa kdo je zaljubljen? Pa kdo je počen, ej? Se razburja. Pa ne vem, kaj se razburjam, seveda se razburjam. Ne mi govori, da sem počen, no pa da sem zaljubljen, ej. Ej, no way, baby, ti meni ne boš govorila svojemu starejšemu bratu, da je počen, a ti je jasen? Jasno. Veš kaj, glih bi se ti tako razjezil, če ti ne bi stopila na žul, a? Shit. Tole že ne bo dobro. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. In spodaj podpisani, Jože. Dobar dan. Dobar dan, Manica. Kaj bo dober dan? Nič dobrega, no, sej sami veste verjetno, zakaj sem tukaj, ne? Ne vem, zakaj. Sej že cela ulica ve, da me je Koren čist povozil. Pa iščem rešitve in tolažbe vse povsod. In kaj naj zdaj jaz naredim? Revež? Ja, vi ste predsednik hišnega sveta, pa sem jaz mislila, da bi vi lahko tako kaj vprašal pa pomagal, a ne? Nič ne moram narediti. Kako nič? Občina je tako odločila. Ja, no, sej sem mislila, da bi šli na občino, a ne? Pa preverili, če je to res. Oprostite, Manica, jaz ne bom na občino leto pa drek mešal. Ja. Sploh pa ne za druge ljudi. Konec koncev greste lahko sama, pa se pozanimate, ne? Ja, ampak vi ste uradna oseba, pa sem mislila, da bi to šlo lepo po uradni poti. Jaz bi zelo rad to naredil, ampak žal. Ne moram. Tudi ne upam si. Zakaj? Pa tudi ne smem. Kako? Koren me ima v šahu. Dajte no. Zdaj vam tega ne moram razlagati, ampak povem vam, če bi jaz stopil Korenu na pot, bi me povozil kot traktor. Ja, ampak, Jože, kaj pa vam lahko naredi? Kaj mi lahko naredi? Vrže me na cesto. Dajte no. Ker sva oba v istem zosu, vas lepo, lepo prosim, da to ostane med nama. Vela? Ja, častna beseda. Jože, jaz lahko molčim kot grob. Pri meni je zakupan. Nič slišala. Nasvidenje. Nasvidenje. O, Madonna. No ja, molči kot grob. Ne bi bilo slabo. Oči, kaj sem slišala? Da bomo štiri spet, ali kaj? Špila. Špila, čak, pomir se, ne dovolj, da ti razložim. Daj neh, jaz sem tako vesela, sem tako vesela. Ni to tako, moram ti povedati, veš. Kaj mi moraš povedati? Daj ubijem me, no. Poslušaj, pa daj prosim, umir se, no, sed se. Prosim, sed se in umir se. Kaj ti Pa je? ti bom razložil, zakaj gre. Nisi več vesel. Špila, spet
bomo 4. Ampak ne vrača se tvoja mami, ampak... Ampak kdo? Novo imam. Prijateljico. In ona bo prišla stanovat k nam. Kaj? Špila. Špila. Kako? Bo kar prišla? Ja, Špila. Ti nisi. Špilca, no počakaj, Špila, dovolj, da te razložim. Špilca. Špila, odpri, no, prosim. Pa ne bo tako otročja, no. Špila. Špilca. Špila! Dober dan. O, dober dan, gospodična. Izvolite, kar sedite. A boste za farbanje, za striženje? Ne, oprostite, jaz pa iščem gospoda Korena. Kje bi ga lahko našla? Vi ste ta? Ja, jaz, ja. No, kje bi lahko našla gospoda Korena? Ne, saj ni potreben. Saj ti bom jaz vse povedala, veš. Kar tukaj počakaj, pred mi šla. Čakaj. Veš, punca, morala boš biti pa zelo pridna, veš, ker tlele je stanje katastrofalno. Totalen razvrat. Stvari boš imela pa pri meni spravljanja, veš. Oprostite, gospa, ampak... Ne, gospa, kar manica mi reč, manica, veš. Pri meni boš dobila vse potrebne informacije, veš, pa ne posluš Korena, pa drugih barak, nemusličnih. Ko ljudje so tukaj prasci, da bojo hoteli izkoristiti, posluš me? Ne, čakajte, gospa, mislim, da je to en velik nesporazum. Pa kakšen nesporazum? Ljubica, če ti jaz rečem, da je Koren ušil prasec, kakor on gotov je, veš, to drži kapar bit. Poslušaj, 1 let mi je obljubljal, da me bo razširil. Prosim? Ja, ker bi pa moral kaj narediti, pa z vsega skup ni bilo nič. Ja, Jaki! Joj, še dobro, da si prišel, pa jaz ne vem, no, tle mislim, da je treba marsikaj razčistiti, no. Kaj razčistvali smo že, zdaj bo treba pa počistiti? Manica. A vam lahko predstavim svojo novo prijateljico Tino, a? Ona bo zdaj stanovala pri nas. Prostite, gospa, joj. Zaenkrat še gospodična, a ne Jaki? Ja. Perverzni. Škoda, da jo nisem naterala, da cel dvorišče pomete. Pa še tole. Tisk, ki se s Korenom druž, ga ne strižem, pa ne bo gospa gospodična, ali pa sam hudič. Tina je pika na izmešnjavi, ki je nastala v zadnjih dneh. Lonec je treba odpreti, drugače ga bo razneslo. In če pameten odneha, je v našem primeru edino vprašanje, kdo je v tem stanju dovolj pameten, da lahko lonec odkrije in ogenj pogasi. Tina? Prav gotovo ne. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Takole, Tinči Binči, dobrodošla v novem domu. Počuti se kot doma. O, brez skrbi, Jaki, pa saj veš, kjer si ti. Tam je moj dom. Takole, še viski. O, hvala. Na zdravje. Na zdravje. Dobrodošla. Bani, bani. Joj, dolgo sem čakala, veš, da prestopim tvoj prag. Veš kaj, ti se lepo used, malo se razglej. Dobro. Jaz pa samo skočam po tuš. Veš, nisem več tako rosno mlad, da bi tele težke kovčke prenašal. Ti kar izvoli, jaz te bom lepo počakala, potem se bova pa skupaj razpakirala. Ti. Picasso! A ne, Karlan. Kristal. Evo, pa zlato. Čakaj. 43,25 kvadratnih metrov, samo dnevna soba. Ni slabo.
Ni slabo. Tina. Sošolka moja najboljša. Špela! Ja, Špela, kako si, Špela? Kaj delaš tle? Kako naj ti razložim? Gorazda ni, veš? Ga še nisi pozabila ti. A ne, Gorazda pa ne. Ja. Kako pa ste vi, kaj vaša familija pa to ste v redu? Kul, fino, mislim super. Sam, až kaj je fotra mal mečeno. Meče? Kako to misliš meče? Tako ima eno mlado gazelce, ko bo spet malo povalo po pustu. Ne, čakaj malo, misliš, da je tvoj fotar tak? Zakaj bi pa bil s 25 let mlajši, lepo te prosim? Meša se mu, jaz pa ne štekam čisto. Oči, veš kak, ne ti predstavim. Ne, čak, dovolj. Dovolj, da ti jaz predstavim. To je Tinca, moja nova prijateljica in ljubezen. To je moja sošolka. Konc dober, vse dobro. Konc slab, dobro izhodišče za nove spletke pod eno streho. Se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni.